Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Nahajamo se v Šivčevi hiši v Radovljici, kjer je od 23. naprej odprta posebna razstava, retrospektivna razstava avtorja Huberta Široka. Z mano pa je direktorica Radovljiških muzejev, doktorica Petra Bole. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Povejva najprej, kdo je pravzaprav Hubert Široko? Ja, v Šivčevi hiši predstavljamo retrospektivno razstavo umetnika, oblikovalca nakita Srebrokovača, konceptualnega umetnika bi tudi lahko rekli, Huberta Široke iz Bleda. Njegova dela, njegova ustvarjalna pot sega že tja v leto 1985. Takrat se je srečal s prvimi umetniškimi slikami, delom, ker izhaja iz stare zlatarske družine na Bledu. Potem njegova pot ga je vodila po različnih ustvarjalnih poteh. Danes pa se tukaj predstavlja z serijo, katero imenuje Ojačevalci. Gre za neke vrste amulete, ki na nek način ojačajo to, kar je v nas lepega. Skratka, ko nosimo ta nakit, si ga nadanemo, postanemo ojačani, ojačamo tisto, kar je v nas najmočnejše in najlepše. In to razstavo je pripravil Zavod za kulturo Bled, ker ta avtor prihaja iz Bleda. Res je, razstava je gostujoča razstava, to pomeni, da jo je pripravil Zavod za kulturo Bled v okviru njihovega projekta, ki se imenuje Obrazi Bleda, kjer predstavljajo pomembne ljudi, ki živijo oziroma ustvarjajo na Bledu. Razstava je predtem gostovala na Blejskem gradu. Ustvarjali so pa jo poleg umetnika Huberta Široke še Andreja Završnik, Roscoe Žirovc, vse to pa seveda pod taktirko direktorice magistrice Leje Ferjan. In ta razstava oziroma ta umetnik zagotovo ne razstavlja samo na Bledu, v Radovljici, še kje drugje? Ja, umetniška pot Huberta Široke je izjemno pestra, mednarodna. Pravzaprav v knjigi, ki je izšla ob tej priložnosti, je potem tudi celoten spisek na več in več straneh. Sodeloval je pravzaprav v vseh mednarodnih, vseh evropskih državah, večinoma po svetu, Ameriki in tako naprej. Je pa bil tudi eden izmed prvih začetnikov sodobnega umetniškega nakita v Sloveniji, že takrat, ko recimo smo imeli bienale industrijskega oblikovanja, poleg Miše Jelnikar in Žareta Ognjenoviča se je predstavljal s temi, rekla, umetniškimi kosi nakita. No, glede na to, da se nahaja v Šivčevi hiši, pa poglejva, kako so te vaše razstave obiskane? Ja, včerajšnja otvoritev je bila fantastična. V zvokih DJ-ja, saksofona, ogromno ljudi je prišlo tudi iz Bleda. Tako da naša publika je zelo raznovrstna. Imamo našo lastno publiko, potem ko pride kakšna takšna razstava, pride druga publika, so turisti, šolske skupine, skratka ja. In dokdaj bo tale razstava umetnika Huberta Široka na ogled tukaj v Šivčevi hiši? Razstava bo na ogled do 3. januarja 2026. No in še predno se posloviva, povejva, da je izdan tudi nekak zbornik ob tej priliki, ko je odprta tale razstava umetnin. Ja, Zavod za kulturo Bled je pripravil obsežno monografijo o njegovem delu. Prvi del je pripravila Lidija Pavlovčič in je res temeljito raziskala njegovo celotno življenjsko pot, od njegovih začetkov, rojstva, staršev, prednikov, mama prihaja iz Francije, oče od drugod na Bled, se srečata, kako je začel to svojo ustvarjalno pot, do potem njegovih res dosežkov v tem miljeju umetniškem. Drugi del sem pa napisala sama, govori pa v bistvu o zgodovini nakita, nekje se sprehodim skozi od Egipta oziroma že pračloveka do Egipta, Grčije in tako naprej do teh začetkov, ki smo jih imeli mi leta 2003, recimo ko smo ustanovili Društvo oblikovanja nakita Slovenije. In Huberto Široke je bil eden izmed soustanoviteljev tega društva in promotor, rekla, tega nakita, tako da smo res tudi gostovali po številnih državah Evrope. Knjiga je res izjemno lepo oblikovana, zato je zaslužna Andreja Završnik.
bogata z slikovnim gradivom in pa seveda tudi strokovnim besedilom. Glede na to, da se bliža konec letošnjega leta, je to zadnja razstava v Šivčevi hiši ali pripravljate še kakšno? To je letošnja zadnja razstava, se pa že pripravljamo za prihodnje leto, ko beležimo 50. obletnico. V Šivčevi hiši leta 1976 je tukaj potekala celovita prenova. Takrat je tudi začela nastajati zbirka slovenske knjižne ilustracije in smo ena izmed redkih, če ne edina, uradna institucija, ki ima tako obsežno zbirko, ki je nastajala res kontinuirano skozi leta. Tako da v prihodnjem letu sledi nova stalna razstava knjižne ilustracije in bo bolj vse posvečeno v smeri ilustracije. Hvala lepa za tale pogovor in zagotovo velja povabilo vsem turistom, vsem obiskovalcem, občanom, da obiščejo tole razstavo. Ja, prisrčno vabljeni, prav tako tudi vse ostale naše muzeje, Čebelarski muzej, Mestni muzej, Kovaški muzej in pa Muzej talcev v Begunjah. Veseli vas bomo.